Dobrodošli, alienčki, kje ste, kako ste? Dobrodošli na kanale Alenke Trogarlič ali pa Aliene mame. Kakor hočete, kakor vam je bliže. Ful lepe dni imamo, sneg pada. To je zdaj snemamo tork, tako da še na polno pada in včeraj pada, tako da je ful lepo, končno ta prava zima. Vem, da ne marate snega, ampak I love it. It's a beautiful. Danes imamo en čist navaden true crime po nekaj časa. Sem imela zelo različne videe, tale je res tipičen true crime, ko sem tu dobila inspiracijo pri moji najljubši true crime ustvarjalki Beli Fiori. Ona te stvari tako dobro razloži, I love her. Gremo za enega izmed tistih težkih primerov, ki je tak, ki ne moreš verjeti, da se to lahko zgodi. In namreč mlado mamico so našli 5 mesecev nosečo, mrtvo v domači posteli in našla je njena sestra, tako da ta primer je res tragičen. Pa še za piko na i je bila njena 2-letna hčerka zraven z njo od trenutka, ko je bila umrjena, pa pač do trenutka, ko so jo našli. Ne vemo točno, koliko časa je to bilo, ampak kakšen slab dan. V glavnem, ta primer je res brutalen, če ste občutljivi ga ne poslušati. Drugače pa si vzemite eno kavico, kakao in gremo. Primer govori v Michelle Young, ki je bila rojena 17. februarja 1977 v mestu Sayville, to je blizu New Yorka. Tako da te ljudje so navajeni velikega mesta, New York je ogromno. Hodila je tudi v Sayvillesko srednjo šolo in bila je ena izmed tistih, ki pogosto tako začnemo, ampak že vidite po slikah, koliko je babli, koliko je vesela, koliko je žareča, ba je imela nasmeh, ki je bil nalezljiv, torej če si jo videl in če prišla v prostor, si je pač spravila dobro voljo, imela je tisto tiho samozavest, ki pač prodira prostor in ljudje so jo imeli res radi. Poleg tega, da je bila pridna v šoli, da je bila zelo zagnana, da je imela zelo visoke cilje in tudi kasneje res dobro izobrazbo, je bila tudi, mislim, ne vem, kje se najdem, ampak ful pogosto, tukaj govorimo o kakšni, ki rečemo, da je bila glavna navijačica in to je bila tudi ona, pač tak žareč sonček, pridna in še glavna navijačica. Njene sanje so bile, da postane tax lawyer, basically nekdo, ki priporoča posameznikom in podjetjem, kako ravnati, da imajo čim manjše davke. To sem jaz zdaj googlala, kaj to sploh pomeni, če postaneš tax lawyer in sem tako, okay, we all need one, pač res, ker davki so pač, ok, whatever. Ampak iz tega razloga se je tudi preselila v kraj Raleigh, nekaj takega se reče. Raleigh. Tako da je šla proč od tega velikega mesta, proč od bližine New Yorka in je tam potem tudi študirala. Pa ne zavem, da je študirala, punca je tudi magistrirala na koncu, res pridna, uspešna in je tudi postala to, kar si je zadala. Je pa potem, ko je praznovala 24. rojstni dan, so šli praznovati v pub oziroma lokal, ki se mu reče The Poor House, basically The Poor House, siromaš, ne, kaj bi bil to prevod. No in tam je spoznala enega moškega in spoznala se tako, da je on se zaletel v njeno pijačo, jo polil in se potem nadaljevanje tega večera je potekalo tako, da se je opravičeval in da mu je bilo full bad in da se je okrog nje sukal, ker mu je dober izgovor in da je mogel novo pijačo častiti in Američani bi rekli the rest is history. Tam naprej sta se spoznala, dejtala, itd. Ja, postala sta par in tudi 2 leti sta dejtala, preden se je zgodila ena nesreča. Ne, to sem zdaj grdo rekla, ampak na nek način ja. Zgodila se je nesreča, ona je zanosila, bil je šok, ona dva tega nista pričakvala in tudi njo je preplavil tisti materinski stunk, ki je rekla, wow, full dober, baby fever, otroka v dobla, njega pa ne. On pa ni bil pripravljen. On je bil tudi precej vokalen glede tega, da ni ready, da je to njemu šok, da ni pričakoval tega, ni bil ready niti za poroko. Namreč on je prej z njo študiral na isti univerzi, ampak je še nekaj časa živel pri svoji mami, potem kasneje sta se skupaj preselila, na tej točki tudi že, ampak delal je za podjetje Wolf & Decker, tako da je bil tudi že nekako približno ustaljen. Je bil pa še vedno po srcu, oziroma saj drugi so ga opisovali, da je še vedno frat boy, mal ženskar, mal womanizer, da je še vedno tak mal divji. Ona je bila ful urejena, ustaljena, ok, bova imela otroka, vse je super, življenje gre naprej. On je pa na začetku, ja, bil je zaljubljen in tudi ful je prilagajal svoj služben urnik temu, da bo z njo čim več, ampak nekako je sekal ven to, da je še mečkan tak fantovski, čeprav zgleda ful odrasel moški že od točke, ki so bila ona dva skup. Čeprav prijatelji so jih opazovali kot par in so bili mnenja, da sej za njo pa se je malo ustalil, sej za njo pa je mečkan k sebi prišel in bo boljši ali whatever. Saj na prvi pogled je tako deloval. Zdaj imamo pa situacijo. Michelle je noseča, pričakuje ta otrok bi bila hčerka in nista poročena, sta pa 2 leti skupaj. Kot sem rekla, on ni bil pripravljen na poroko, o tem ni niti razmišljal, ampak sta se v tem obdobju njene nosečnosti poročila. Eni bi rekli, da sta pač prišla skupaj, eni bi rekli, da je bila ful lepa poroka, da je bilo vse ful zaljubljeno,
ampak fora je, po mojem prvi vrsti, da je ona potrebovala zavarovanje. Ona pa je prej zavarovanja ni imela. Jaz ne vem veliko o zavarovanjih v Ameriki, vem, da ga avtomatično kar nimaš, torej pride nekako, ali je ful dragosa, ali je v bistvu zdravnika več $1000, ali pa imagine, pač če rodiš v Ameriki, če nimaš zavarovanja, zna biti tudi koliko je bilo, od 20,000 do 40,000 dolarjev, kar je bizarno, bolano. Kdo si to sploh lahko prvoč, ne vem. Torej, s tem, ko se je ona z njim poročila, je dobila prek njegovega šihta neke vrste sekundarno zavarovanje, ki je še zmeraj ful bolj se splača, kakor da bi sama svojega ustanovila. Nekaj tacga. ChatGPT sem vprašala, ne vem. Marca 2004 je rojena hčerka. Tej hčerki je ime Cassidy. In Michelle, kot mamica, je ratala tista prava mamica. Pač njen instinkt se je pognal v prakso, bila je vesela, bila je ponosna, imela jo rada, bila je res dobra mami, medtem ko Jason se je tudi pač privadil na situacijo, ampak še vedno. Kot prej ni bil redi, tudi zdaj ni bil najbolj navdušen. Še ena stvar, ki so jo naredili, je to, da so se preselili ne le na podeželje, ampak na obrobje mesta, v tako lepo hiško. Ne moremo drugače opisati, kot prav tista filmska, ki si predstavljaš obmestja tako velikih mest v Ameriki, ki so une potke. Pravno, basically, če si predstavljate Stranger Things zdaj serijo, pač ko približno njihova hiška izgledala, skrita majčkena za drevesi, ful privatna, ful simpatična. Še ena stvar se je zgodila, tudi sestra od Michelle se je preselila blizu, zato da bo Michelle imela pomoč pri otroku, a veš, kaj rečejo, da je lepo imeti svojo vas, oziroma če imaš svoj village, pa je lažje otroka vzgajati. No, iz tega razloga, sestra je bila zgleda ful v redu, se je tudi preselila bližje. In potem še ena stvar, je bila pa tudi mami od Michelle, je bila na nek način zelo invested, zelo pletena, zelo povezana z Michelle in sta bila ves čas na telefonu. In ena izmed debat njunih na telefonu je bila pač tudi to, da se z Jasonom ne štekata najbolj, da imate prepire in vse njune zaplete, in potem govorila naprej svoji mamici, ker pač razumem delno, da gre možu na živce, da gre v nos, da se počuti zaradi tega šiti, po drugi strani pa, če imaš težave, komu jih boš povedal, če ne prijateljem, pa mami. Črto potegnemo, mami od Michelle in Jason se nista marala, pika. Leta 2006 je naslednja pomembna stvar, ki se zgodi in ja, Michelle je spet noseča z drugim otrokom, tokrat naj bi bil ta otrok fantek. In takrat sta se Jason in Michelle napokala v avto, ker je bila nosečnost pač lih v tistih fazah, ko greš pač domov, poveš ljudem in Jason je bil pač iz Severne Karoline, torej sta se peljala tja. Ta izgled bil drugač ful lep, pač naznanitev nosečnosti, ampak se je zgodila zelo huda nesreča. Jason je fural in je takrat zdrvel čez nek jark/pečino, če sem prav razumela, 30 metrov globok in noter v reko. Oba sta bila v redu, oba sta preživela, ampak je pa pač terjal neko žrtev in ta žrtev je bila pač otrok. Takrat je Michelle spravila in pač ta nosečnost, ki je bila by the way planirana in se je Jason tudi veselil, je splavala po vodi, skoraj dobesedno po reki. Ok, leta 2006, naslednja prelomnica je, da Jason dobi nek nov job, kot za Medical Records Company, neki tacga je delal potem, ker so pač spet nove priložnosti. Pa še ena stvar, Michelle je bila spet noseča in tudi tokrat s fantkom. Torej, imamo zdaj situacijo, ko je Michelle 5 mesecev noseča s fantkom, Jason je pa takrat rekel, ok, jaz moram zdaj na službeno potovanje oziroma na en zelo, zelo pomemben sestanek v mesto Galax. Galax je bil tam, ker sta bila onedva zdaj v tej hiški 5 ur proč vožnje oziroma mogoče še več. In tist večer, ko se je on odpravil, oziroma tisto popoldne večer, ko se je on odpravil, je k Michelle prišla njena zelo dobra prijateljica Shelly. Shelly sta bile skupaj v tistih, kaj že, Zeta House, Beta House, Alfa. Pa so že in zdaj se ne moram spomniti, je to pri njih, so dijaki ali študenti, ki so študenti, a ne imajo te hiše. Kaj sem se čisto zbegala, v glavnem, njena prijateljica iz te neke Zeta House, whatever, in sta hangale. In tudi preden je Jason šel, sta se odločila, da bosta za jesti naročila in sta mu rekla, hej Jason, hoš ti z nama jedu? Rekel je, da ne, da gre čim prej na pot in da bo pač jedel nekaj po poti. In potem sta one dve pohangale, hčerko takrat ta malo Cassidy sta dale spat in sta potem skupaj gledale Grey's Anatomy. Tega še nisem gledala. Bi pa, moram. Spet ena izmed tem, katere sta imela, je pa Jason, njuni problemi, težave, issues, pač večino ljudem, ali vsaj tako, kot je mogoče Michelle predstavlja, je spadalo dokaj normalno, ne nujno lih konc sveta težave. Shelly potem ni prespala, ampak se je zvečer tudi odpravila domov in ko se je odpravljala, je pač en tak moment, ki ga ona potem kasneje opisuje, Shelly, namreč ta njena prijateljica,
da se je ful čudno počutila, da je šla ven in da je imela občutek, da jih en gleda, da je nekaj škripa, da se nekaj sliši, da je ful neprijetno. In je rekla Michelle, kao, ko se jaz tako čudno počutim, nekaj weird. In je rekla Michelle, ja, zadnje čase se oba z Jasonom ful čudno počutila, kada je skozi neki tle, nek zvok in ne veva, odkje prihaja in je res čuden. In potem sem še rekla Shelly, ok, jaz se ne počutiš čuden glede tega, mislim, te ni nad strah, in je rekla, mislim, ni fajn, ampak sva se že navadila, tako da. In takrat je bilo zadnjič, ko sta Shelly in Michelle govorile in se pač videle, ko je Shelly videla Michelle še živo. Ok, zdaj je 3. november in okrog 12. opoldne je Jason poslal sestri od Michelle, tej sestri od Michelle je bilo ime Meredith, ji je poslal voice in je samo rekel, shit, kaj sem jaz naredil. In je rekel, jaz sem pozabil, da sem doma pustil neke papirje, na katerih je jasno razvidno, kaj hočem organizirati njej za obletnico, torej Michelle. Dej, please, pej v hišo, kot sem rekla. Meredith je ta sestra, ki itak živi blizu, zato da jima pomaga z otrokom. Pej v hišo, please, veš, kako not pridati in tist skride ona ne bo videla. Itak si ravno čudenega mislila, ker je bila večkrat na obisku. In Meredith je res šla peš do te hiše in prvo kot prvo garaža je bila tako rahlo priprta, jo je samo dvignila, tako da ponovadi je tako not prišla, tako da ni bilo tako čuden, pa je tudi tista naslednja vrata, ki grejo iz garaže v naslednji prostor oziroma v kuhno, so bila spet odklenjena, ker ne bi bila že nekaj časa polomljena, tako da to ni bilo nič novega. Ko je stopila noter, je Meredith opisala, da je čutila nek čuden hlad, tišino. Bilo je netipično tiho, netipično mrtvo in temno, nekaj je bilo weird, ampak si ni še veliko mislila, tudi avto od Michelle je bil doma. Predmeti od Michelle, tisti glavni denarnica, ključi, so bili na kuhinjskem pultu, torej mora biti doma in če je hčerka doma, zakaj je tako tiho, ne? In je šla gor po stopnicah. In prva stvar, ko je prišla gor po stopnicah, tam se pač odpre tista veža in naslednja sobe naprej in je videla na tleh rdečo barvo. In si mislila, ok, očitno je ta mala Cassidy, ne vem, se prijela barvo od mami za lase in jo je pač napacala okrog ali neki. Glavno tako po tleh je bila ful nenavadno, tako madežija, ne. To je pač bila glavna stvar, ki jo je sekirala, dokler ni videla iz tistega stopnišča, potem tudi v sobo in potem v sobi, je videla na posteli, kako leži tudi nepremična Michelle v luži krvi, pač v sami krvi, tudi na videz potolčena na nek način do smrti. Naslednja stvar, ki je potem najdla, je tudi ta mala Cassidy, ki se je skrivala, se pravi 2-leten otrok, ki je lih toliko, da šibal gor pa dol. Jo je tudi najdla in je baje Cassidy prišla do nje ful zbegana in ji rekla nekaj v smislu, da je mami zelo full of bubus in potem je šla pač v naročje, v objem takoj. In tako inač ni bilo jasno, ne. Pa še ena stvar, ki je tako res grozna in pač seka v srce je tako, da je bila ena lutka postavljena zraven trupla od Michelle, ki je očitno, Cassidy ni vedela, kaj se dogaja, je pač prinesla tako za to lažbo izraven kot igračko, ne, pač res sad. Tukaj je Meredith na hiter vid, da stvari niso ok, pač bila je luža krvi in je potem hiter parela ta malo in šla iz stopnišča klicati policijo. Tole je ta klic. I need an ambulance. It's an emergency. What address are you at, ma'am? Ma'am, what's your phone number in case I lose you? Problem, tell me exactly what happened. I think my sister's dead. Okay, tell me what happened, ma'am. I have no idea. Oh my God. All right, stay on the phone with me, please. What's your name? Meredith Fisher. Meredith. And this is a young address. Oh my God. Meredith, listen to me, please. Yeah. Are you with the patient now? Yes, I'm her daughter. And Okay, how old is the patient? And there's blood everywhere. She's 28, 29. 28. Should I try to move her? Listen to me, ma'am. Yeah, I'm going to sir. tell you what to do, but Okay. you need to calm down so we can help her. You said there's blood everywhere? Yes. All right, is she conscious? No, I don't think so. Should I try to help her? Listen to me, ma'am. I'm listening. Is she breathing? I don't think so. Have you checked? Michelle? She's cold. Okay. Listen to me. Did you see what happened? I don't know. Kathy, come here, sweetie. I'm here with her daughter. Okay. There's like blood footprints all over the house. Hey, With listen my to daughter, me. like her daughter's little footprints. Okay, listen to me. What's your first name? Meredith? All right, Meredith. Yes, sir. Did you see what happened? I just came here on a fluke. I usually, don't come here during the day. Okay. She shouldn't be home. She should be at work. Like, Okay, listen to me. yes, sir. In ja, policija pride, valjda, ko preverijo Michelle, je Michelle pač hladna, mrtva že dalj časa, pač čist razbit vaš ta del. Bila je več kot 30krat, mislim, da udarjena s topim predmetom v glavo.
ta predmet od takrat do zdaj še vedno ni bil in ni najden, nikdar ga niso identificirali. V glavnem bizarno. Na prvi pogled, karkoli že to bilo, je bil umor iz čustva nekega. Zdaj ne vem iz katerega čustva, ampak tak umor nikdar ni, ne vem, iz dolg čas ali pa zaradi ropa ali pa kratko spontano. Pač to je čustven umor v afektu. Nekdo je mogel poznati to osebo, da jo je tako bizarno razbil, po domač povedan. Medtem ko ta mala je okrog kletala v čisti pižamci, čisti roza pižamci. Videlo se je, da bi mogla biti bolj umazana, kakor je bila, torej bila je preoblečena in bila je očiščena. Razen njenih minih stopinc, tisti, ki sem pregovorila, da je bila rdeča barva na tleh, to je bila v bistvu kri od njene lastne mami, ko je ta mala šetala in videlo se je, da je na eni točki jo nekdo dvignil in prenesel v kopalnico in jo tja verjetno zaprl, da pač ne bo krogov nabirala in da ne bo smetila te okolice. Torej, nekdo se je odločil otroka in spucati, ker krvi ni bilo na njej, pa posod bi drugače bila kri glede na ta umor, in jo prenesti in preobleči, ker je bilo ful noro. Tudi kri po tem stanovanju je bila spucana. Jasno je bilo, da bi jo mogli več biti in se je videlo, da je spucana, ne. Omara je bila razbita, ampak omara ne bi bila razbita že prej, tako da to ni bilo nič več toliko pomemben za ta primer. Bile sta 2 kapljice krvi, ena je bila v garaži, ena pa ne vem kje še. Pa še na dvorišču se je videlo, da je nekdo z vodo spiral tlakovce, ker je bila pač sveža voda tam in je bilo jasno, da je nekdo pač nedolg nazaj mogel toliko vode spustiti in je spet izpadlo, kakor da je nekdo hotel nekaj ščistiti. To je bilo to, kar je bilo res čudenega, se pravi, morilskega orodja niso najdel, medtem ko Michelle je bila oblečena v trenerko, tako da so razmišljali, da možno je, da bi bila ubita, ne vem, med spanjem oziroma po noči, ampak večja verjetnost bi bila, da je trenirala oziroma telovadila na tekaču domačemu, na tisti mašini, ker ta mašina je bila tudi pržgana, ne tako, da je tekla, ampak tako, da so bili pač gumi pržgani, se je videli, da jo je nekdo uporabljal. Tako da niso vedela, da se je to zgodilo po noč, a je mogoče zjutraj, ker je imela telovadbo, ker ni mogla spati, tralala, pač nekaj v tem smislu. Stanovanje by the way izgledalo tudi mogoče tako, kakor da bi ga nekdo raztresel, ampak istočasno pa je začel pospravljati in med pospravljanjem se odločil, da nima časa in šel. Kad da zaključil, rekel whatever in odšel. Manjkal je tudi nakit iz 2 predalov in nakit, ki je bil tudi na Michelle in to je veljal tisti nakit, ki ga nikdar ni dala dol, torej več kot očitno nakazoval na neko vrsto kraje. Torej njen poročni prsten pa mislim, da je neka verižica, ampak pač očitno kdorkoli je to storil, ali je kradel ali pa je hotel nakazati, da je bila v bistvu kraja. Okay. Jason se na tej točki že vrača domov, tako, ampak tudi so ga klicali na tej poti domov že vsi njegovi kolegi in ne vem, kdo vse ga je klical, ne vem točnega vrstnega reda, ampak vsi so mu govorili, zaslišujejo nas, sprašujejo, kakšen odnos sta imela vidva z Michelle, pomislijo, ne vem, da si ti kriv, bla, bla, bla. In on je avtomatično, ta vožnja je dolga 5 ur in on je imel čas takrat bituno, I don't like this shit, in je poklical svojega odvetnika. In od tiste točke naprej on pri tem primeru ni sodeloval, razen preko odvetnika, ker ni skoraj nič, bil je tih, ni dajal izjav, ni komentiral, takoj se je zaščitil, kar je za enega moža. Ker če bi imel res super alibi, je zelo tako neprimerno in sumljivo. In tudi ko se je vrnil, prva stvar, ki jo je naredil, je tekel do hčerke in preveril, če je okej. Je bil pa zelo sumljiv in tudi en in edin osumljenec v tem primeru od začetka do konca in nobenega drugega ni bilo. In na vsak način so hoteli priti do fakta, kako je on to speljal, ker kdo drug bi, Ona ni imela nobenih sovražnikov, nobenih čudnih zamer, nobenih čudnih ljudi v življenju. Ko je policija recimo klevetala z Meredith, torej s sestro od Michelle, je rekla, se sta imela probleme, se nista imela pa nekih hudih ekstra problemov, pač probleme kot probleme. Medtem ko so potem začeli govoriti z drugimi skupnimi kolegi ali pa prijatelji od, ne vem, Michelle ali pa od Jasona, so imeli pa že večkrat druga mnenja, bolj v smislu, da je bil res slab zakon. Prišlo je tudi do informacij že takrat, da on je na polno varal, da je imel poleg žene, torej poleg Michelle še punco, katero je klical lih točen tokrat, kakor pa svojo ženo, ker je bizarno, to čist double life. In da sta imela težke probleme. Te probleme so opisovali tudi kot, da sta se kdaj drla v javnosti, da sta imela ful očitne javne prepire in tako, pač res scary. Težava pri njemu je bila, glede na to, da je bil edini osumljenec, je to, da je imel precej dober alibi. On je dejansko šel na to službeno pot.
In po tej poti je šel enkrat vmes jest, enkrat vmes je šel tankat, torej vse nakazuje in kamere in pač priče, da je on šel in je prišel tja do tega hotela, Hampton Hotel v Galaxu. Spet se check-ina, gre v svojo sobo. In od tiste točke, ko je on prišel v svojo sobo, to se vse te stiki kartica, ne, se vsi zabeležijo. In ko je on prišel v svojo sobo, logično on te sobe ne bi več zapustil, če gledaš, kako je njegova kartica bila uporabljena. Ni je več uradno uporabil. Torej je res dober alibi, da je on ostal tam. Naslednji dan je tudi bil na sestanku in vmes je še klical mamo, svojo mamo, iz neke točke poti, kjer je spet logično, da je bil tam, kjer je rekel, da je. Tako da je bilo ful tako čuden alibi, ampak se pravi, še vedno je on edini osumljenec in edini, ki ima nek motiv, torej en srečen zakon. So potem drugi znaki, kot naprimer ni bilo nasilnega vdora v to hišo, torej kdo bi bil, če ne on, pa spet videli se, da so ga žrtve poznale glede na čez forenzično preiskavo. Spet, umor je bil ekstremno brutalen, on je edini, ki ima motiv. Tudi doma, ko so preverjali računalnik družinski v tej hiši, kjer je bila ona umorjena, Michelle, so videli, da je bil search history ful iskanja o topih udarcih v glavo, torej nasploh udarcih v glavo, o zatečenosti, o tem, kaj se zgodi, pač ful bad. In pa res veliko je nakazoval na njega. In pri tem je ostal 3 leta. 3 leta so na njem bildali nekak primer, kako je prišli do tega, da je kriv, ker so pač vsi očitno verjeli, da je, ampak so počasno nabirali priče in zgodbe in jim je tudi uspel. Čez 3 leta so ga lahko aretirali in spravili na sodišče. Sodili se mu je 3-krat. 2-krat. Ne tega notati. Na sodišču so prišle ven razne zgodbe, ker pač priče pridajo tja in povejo mnenja. Prvo kot prvo imel je ogromno afer. Vsaj 3 ženske, če se spomnim iz sodišča. Naprimer, ena bivša, ker če mene vprašaš, je tja prišla sem zato, da ponosno pove, da je on. Pa isto je bilo ime Michelle. Obe sta bile Michelle. Sam da ta druga je enkrat tudi prišla k njemu v hišo, dejansko na dan, ko naj bi s prvo Michelle, z ženo Michelle, naj bi imela obletnico in sta spala skupaj in take fore. In ta Michelle, naj bi bila tudi kolegica od Michelle, naj bi bile kolegice tako v ne vem kdaj nazaj, pač bizarno, pač res crazy. In pa sta bile še 2 druge ženske, oziroma bivše. Z enim je tudi varal, z drugimi ne, ampak ena je isto imela take zgodbe, kako je bil nasilen, pa aroganten, pa kako je razbijal kdaj steno z roko, pa take stvari. Tista ljubica Michelle je tudi povedala, da itak je njo imel rad in v bistvu je povedal, da bi ženo Michelle zapustil za njo in da sploh ni hotel biti v temu razmerju in poročen in bla bla bla, v glavnem terrible people. Ampak je pa tle druga stvar, ki je meni bolj pomembna, ker dejansko se alibi začel rušiti, oziroma bolj prišla ena pomembna priča iz tega hotela v Galaxu, kjer je on pač tisto noč ne bi preživel. In sicer ta hotel je imel ena stranska vrata. Ta stranska vrata kot požarni izhod niso rabila kartice. In tisto noč je ta, ne vem, bil hišnik ali nek zaposlen v tem hotelu je bil, ki je imel čez pač kamere in nočne izhode in to, je videl, da so ta vrata ful nenavadno imela tam vmes zapečaten en tak rdeč kamen. Če gledaš ta vrata, če jih bo editor najdu, na levo so bili taki rdeči kamenčki, se pravi, da je on pač vzel en večji kamenček, ga dal med vrata, da se ne morajo zapreti, torej je on lepo zapustil ta hotel, je vedel, da če bo prišel nazaj, oziroma upal, da bo ta kamenček še vedno tam. Kamero je pa verjeten, po vsej verjetnosti izključil, zato nimamo dokaza, je pa dokaj logično. Zaradi tega, ker ta oseba, ki je tam delala in gledala te kamere in kaj se dogaja, je rekla, ta kamera je vedno delala brezhibno, leta in leta in leta, razen nekoč, ne vem koliko let nazaj, je tudi nekdo bil v hotelu, ki je pač izključil ven in je pač zato, da je lahko spet naskrivaj šel ven in noter. Isto kot zdaj pač Jason. In tudi za nazaj, oziroma zjutraj pri zajtrku, ko so gledali to kamero, ni bila več izključena, je bila pa obrnjena na gor v steno. Torej, po vsej verjetnosti, ko se je on vrnil, kamenček je bil še vedno zapečaten, je lahko prišel noter, njegova kartica torej ni pustila sledi, da je kamorkoli šel in pač kamero obrnil na gor. In na ta način pač, pa to so bile točno tiste ure, a ne? Recimo ta odhod iz hotela, iztaknjena kamera je bilo tam nekje ob 11:20 PM, torej recimo pol polnoči, ko je on štartal to pot in recimo, da je bil nekje ob 4-5 zjutraj potem tle doma v tej hiši in je potem
lik takrat enkrat smiselno, da se je umor zgodil in potem spet štartal nazaj v ta hotel in na sestank in tudi tisti ljudje na sestanku so potem govorili, da ja, je imel očitno pač nek paničen, živčen stas, da pač se ni normalno obnašal, spet njegov izgovor je zlahka, da je samo pač bil živčen, ker je sestank. Vse te stvari jasno so šle na sodišče in noro je, pač bila sta 2 sojenja, skoraj je prišlo še do 3, ker so tako zelo niso mogli odločiti, ali je kriv ali ni kriv. Je pa jeba, razumem, da je jeba, ko ni dejanskih dokazov. In če je nekdo še malo manipulator, pa tak, da zna čustvo odigrati, zna biti kar zafrkneno. Problem je bil tudi, ker je vozil bel SUV, torej tak malo večji avto, v Ameriki to rečejo kakor soccer mom car, torej za neko mami, ki ima več otrok. In ta avto potem je bila ena očividka oziroma priča, ki je delala na bencinski postaji. Ta bencinska postaja je bila taka, da moraš pač počakati enega zaposlenega, pride ven in ti avto natanka, a ne. On je bil pa ful živčen, očitno, ne vem, je bil na poti tja ali nazaj, proti umoru ali dam od umora. Who knows? In je bil ful živčen in je se drl tam na polno, ta ročka ne dela, ne? In pa je ona zaposlena prišla ven, kao, ne, ste v redu, jaz vam moram natankati, ne? In je bil on ful jezen in je tako, vanjo je vrl $20 in ona si to ful zapomnila. In je bila pač ena izmed teh prič, ki je rekla, ja, on je bil ful tak aroganten in pač toliko malo ljudi je toliko zlobnih, da si ga pač zapomnimo, ne? Potem pa še ena ženska, ki je pa tudi talala časopiše tam v soseski, točno tam, kjer se je pač to umor zgodil, in je rekla, da o 5:20 AM, kar je čisto logično za njegovo pot, oziroma da je prišel lih iz Garroxa tukaj spet do hiše, je pač videla ta njegov bel SUV. Tako da so se priče kar nabirale. Spet kakšne priče so razlagale, da je bil ta zakon res slab in da sta se itak poročila samo zaradi tistega zavarovanja in v kamero bo crknila. Tudi ker prišel recimo do spolnosti, on ni pač aktiviral svoje nežne plati oziroma je sam pač hotel izvesti vse svoje možne spolne fantazije, da res ni bil, ne vem, kako bi rekla, nežen in prijeten, tako da je bil res na več levelih zelo neprijeten moški. Ker se tiče, da bi ga najdel v hiši, da je bil on kriv, je ful težko, ker njegovi prstni odtisi so bili itak povsod. Ja, zelo tako primeren zločin. Je pa noro, da je poklical sestro od svoje žene in jo napotil domov, da je potem našla tam svojo sestro mrtvo in da je svojo hčerko pustil v tej situaciji. Ne vem, jaz sem tudi pomislila, da je imel vsaj hčerko vsaj tokrat, da je pomislil, ok, ne gre čim hitreje nego preveriti in da je tudi zato poslal potem Meredith domov. Ne vem, a je imel sploh toliko srca ali ne, I don't know. Zdaj pa tako, niso mi toliko zanimive te stvari, pa časa mi bo zmanjkalo, tako da preberem, kako se je razsodilo vse. Bil je obsojen na dosmrtni zapor brez možnosti pogojnega izpusta, hvala Bogu. Je pa tako, prvo sojenje je bilo in so določili, da je kriv in je dobil to dosmrtno in potem se je izkazalo, da je en izmed ključnih forenzičnih izvedencev lagal in potem so mogli to razveljaviti in potem so imeli drugo sojenje s poroto in je bila porota neodločena. Se pravi, a je bil tak manipulator, a je bilo toliko malo dokazov, ne vem, ampak ja, še vedno so rekli, ok, nedoločeno je, moramo imeti tretje sojenje in potem, hvala Bogu, ni prišlo do tretjega sojenja, ker so approvali spet tisto prvo sojenje, so rekli, velja, zmenjeno in potem je on pristal v Severni Karolini, mislim, da v 2014, čeprav vidim. Zdaj pa tako, imam še minuto, tako da moram zaključiti. Komentirajte, kaj si mislite, če se vam zdi kakšna luknja, če se vam zdi, da mogoče ni bil on kriv, kakorkoli. Se gledamo naslednji petek, lepo se imejte, uživajte v snegu. Alien Mama out, pridni bote, radi se imejte. Bye!